Dobrodošli v novem videu in v petem delu serije Stock Market za začetnike. Zdaj, če ste gledali prejšnji del, veste, da za večino ljudi se bolj splača investirati v ETF-e, kakor posamezne delnice. Če še niste pogledali prejšnjega dela, vam predlagam, da ga pogledate pred tem videom, ker boste v bistvu malo bolj razumeli to investiranje v ETF-e. Zato, ker danes vam bom predstavil par najboljših ETF-ov in v bistvu povedal moje mnenje, v katerega se najbolj splača investirati. Zdaj, če na hitrico razložim spet, zakaj se bolj splača investirati v ETF-e, zato ker opažam, sploh zadnje čase, da pač veliko folka ful preveč komplicira investiranje. Ne vem, to se zgodi v bistvu zaradi tega, ker hočejo zelo na hitro zaslužiti in pol kupujejo neke meme stockse, shitcoine, ne vem kaj vse, brez researcha, brez da bi sploh vedeli, kaj ta podjetje dela in vse to. In ETF-i so v bistvu en ful bolj preprost način, kako lahko zaslužite v stock marketu. In investiranje je lahko v bistvu ful bolj lažje, kot to, če se držite te strategije DCA-anja v low cost ETF-e na dolg rok, kar je bilo tudi dokazano, da je ta strategija, se pravi, če DCA-jete v recimo S&P 500, na dolgi rok outperforma 90% actively managed fundsov. To so neki te ETF-i, ki jih kao neki strokovnjaki opravljajo, ampak, kakor vidite, ja, še oni v bistvu ne morejo outperformati S&P-ja, oziroma jih zelo malo outperforma S&P, tako da prosim, ne mislite, da ste vi ful pametni in da boste vi to naredili, ker je zelo velika šansa, da vam pač ne bo uspel. A ja, pa za one, ki ne veste, DCA pomeni dollar cost averaging, to je pač, da kupujete na dolgi rok, ne vem, vsak mesec neki. To strategijo sem v bistvu že razložil v videu, kako se upokojiti zgodaj, tako da pogledajte si video, no, da boste v bistvu malo bolj razumeli. Ok, pa če gremo zdaj kar na ETF-e. Se pravi, prvi ETF, ki bi vam ga jaz predlagal, tudi najbolj popularen ETF, najbolj boste slišali za njega, je v bistvu SPY ali pa kjerkoli ETF, ki tracka S&P 500. Zdaj SPY je, ne vem, od podjetja Spider, imate VOO od Vanguarda. V glavnem nima veze, en ETF pač, ki tracka S&P 500. In če povem na hitro, kaj S&P 500 sploh je, to je v bistvu samo indeks, v katerem je 500 največjih podjetij v ZDA. No, prednosti tega ETF-a so v bistvu, da pač vaš investment je zelo raznoliko razporejen, ker je pač 500 kompanijev, a ne. In še ena prednost je pa, da to so pač največji kompaniji in te kompaniji so ponavadi zelo bolj stabilni, zato ker so že uveljavljeni. Zdaj nek average return S&P 500 je približno 8% na leto, kar pomeni, da ne vem, če boste investirali danes 1000 evrov, boste čez 10 let imeli 3500 evrov. Drugi ETF je VTI ETF in to je Vanguardov ETF, ki v bistvu zajema čisto vse delnice v celem ZDA. Torej, podoben je k S&P 500, samo da je vaš denar je v bistvu še bolj je raznoliko razporejen, ker to zajema tudi neke small capse, mid capse. Pač ne dobite samo tistih velikih podjetij, ampak dobite dobesedno vsa ameriška podjetja, ki so pač publicly listana. In torej ta ETF bi jaz predlagal vsem, pač, ki se vam zdi, da bo American economy bo pač najboljši, bo outperformal druge, tako kot je pač zdaj v zadnjih letih, kar se meni zdi dosti velika možnost. Torej, ja, če ste bullish na Ameriko, je to pač ETF za vas. Je pa približen yearly return je tako približno isto je kot S&P, okoli 8%. Mislim, da je čist malo več, ampak ja. No, tretji ETF je SCHD in to je v bistvu dividend ETF. Zdaj, če ne veste, kaj so dividende, si pogledajte tretji del te serije, tam malo bolj podrobno razložim, kaj to je. Ampak ja, to je v bistvu ETF, v katerem so ta podjetja, ki v bistvu izplačujejo shareholderjem največje dividende.
Ne vem, če si pogledamo malo, kere podjetja so v tem ETF-u, imamo podjetja kot Coca-Cola, Pfizer, Pepsi-Cola, ki so v bistvu pač so ful velika podjetja, ampak ne rastejo pa več toliko, kot recimo neki tech company pa podobno. In ja, to so v bistvu neka taka velika, dosti boring podjetja, ki pač ponavadi so... To so v bistvu neka velika boring podjetja, ki pa imajo dober cash flow in zaradi tega lahko shareholderjem izplačujejo dividende, lih zato, ker mogoče tudi ne growajo toliko, da lahko malo, ne vem, spodbudijo investorje, da investajo v njihovo podjetje, bolj zaradi dividend, kakor zaradi česa drugega. Zdaj SCHD trenutno plačuje 3,5% dividende na leto, torej ta ETF bi mogoče predlagal tistim, ki nimate toliko te tolerance za tveganje, a pa mogoče kakšnim starejšim ljudem, ki si ne morejo privoščiti nekih velikih crashov v marketu, zato ker zaradi tega, ker ta podjetja ne growajo toliko, so v bistvu dosti fairly valued, tako da tudi če je bear market ali pa crash, ponavadi ne dropajo toliko kakor market. Zdaj, če si pogledamo, ne vem, primer letos, je ta ETF year to date je down tam okoli 13%, medtem ko S&P je pač več kot 20%. No, zadnji ETF, ki bi ga pa rad omenil, je pa QQQ in ta ETF v bistvu spremlja Nasdaq indeks. V Nasdaqu je 100 največjih tech companyjev v ZDA in zadnje čase je Nasdaq outperformal vse te druge indekse. Zadnjih 10 let ima recimo Nasdaq povprečen return 10%, ampak imate v bistvu pri tech companiesih bi lahko dali argument, da jih je veliko v bistvu overvalued. Ne vem, če pogledamo recimo podjetje, kakor so Tesla, Amazon, Nvidia in pač podobni. In je v bistvu veliko več tveganja je pri teh kompanijih. No, kakor smo videli, Nasdaq je tudi veliko bolj down je letos kakor S&P. Če pogledamo, kaj se je zgodilo v letu 2000, ko je Nasdaq dropil 80%, to je pač risk, ki morate biti seznanjeni z njim, če boste investirali v Nasdaq. Je pa res, da če so stocksi v pač nekemu makro bull marketu, bo pa Nasdaq skoraj sigurno outperformal vse druge indekse. No, zdaj, če mene vprašate, kjer od teh ETF-ov se najbolj splača kupiti, bi vam v bistvu rekel, da najbolj se splača imeti nek portfolio vseh teh ETF-ov. In sicer tako, jaz bi recimo naredil približno 80%, večino pač bi dal v S&P 500 a pa mogoče VTI. Pač nima veze, ker so približno ista, ampak tako lahko greste tudi 40-40, pa preostalih 20% bi pa v bistvu rekel, da je odvisno od vaše tolerance za tveganje. Zdaj, če bi vi radi bolj, če se pripravljeni malo bolj tvegati, je Nasdaq super, a ne? Pač Nasdaq bo outperformal v bull marketu druge indekse. Če se malo manj pripravljeni tvegati, je mogoče dividend ETF bolj za vas. Če bi pa radi sam imeli tak diversified portfolio, pa mogoče bi rekel 40 S&P, 40 VTI, 10 Nasdaq, 10 dividend ETF. In ja, to je bilo to za ta video. Upam, da zdaj veste kaj več o teh ETF-ih, da boste tudi začeli investirati v ETF-e, ker je to je v bistvu še vedno najboljša strategija za investiranje na dolgi rok. Ja, za več kontenta dajte pogledati najin Instagram, postava tudi kriptotrade in ja, hvala za ogled.